V kulturnem domu na Lazah v Tuhinjski dolini je potekal skupni sestanek predsednikov in članov svetov krajevnih skupnosti iz Tuhinjske doline z vodstvom občinske uprave in obeh zdravnikov koncesionarjev v zvezi z zapiranjem zdravstvene ambulante na Lazah v Tuhinjski dolini. Kaj meni o zaprtju zdravstvene ambulante predsednik KS Tuhinj Marko Kodra? Zdravnika splošne medicine pa nista imela finančnih sredstev, da bi vlagala v ordinacije in zaradi tega je tudi zelo potrebno, so ti prostori novi. Slišali smo, da je premalo strank pacijentov za... Ja, zdaj ne vem, po pripovedovanju zdravnikov imate upisanih 703 pacijente na te lokacije. Za koncesijo za enega zdravnika sta rekla, da je 1800 potrebno. Oni dva imate ordinacijo tudi v Kamniku in večino časa ste v Kamniku. Dvakrat na teden po 2 uri sta imela ordinacijo na Lazah in vsi pacijenti, ki so pisani tukaj, večina pacijentov je hodilo na Lazah. Če bi bilo pa treba na laboratorij ali pa na rentgen ali pa karkoli podobnega, so mogli pa iti vedno v Kamnik, ker teh stvari pa tukaj ne. Krajani se zelo zauzemate za to, da bi bilo to stalo. Krajani se, samo zdaj so to finančna sredstva pogojena in pa tudi interes zdravnikov. Če je v interesu zdravnikov, kar pa po mojem mnenju oziroma mnenju tudi drugih ni, zato ker to je pač 15 km od njune ordinacije iz Kamnika in se morate voziti dvakrat na teden, če so vremenske razmere problematične, kot se kar v zadnjem času vidite, kako je in zaradi tega mislim, da je to predstavljeno problem. V Kamniku imate pa na novo urejeno ordinacijo, upremljeno in vabite pač vse pacijente, ki so upisani tukaj na Lazah pri njih v Kamniku. Malo večji problem bo pa z to migracijo, ker tukaj so v veliki večini starejši ljudje, ki so pač teh 17 let, odkar ste tukaj hodili v to ordinacijo, zdaj bo mogli pa pač priti na nek način v Kamnik. Kaj pa sam ta kamniški zdravstveni dom ne poskrbi za to, da bi pač kakšni drugi bolniki? To je bilo na začetku, ko je bila ordinacija narejena, mislim, cirka pred 25 leti, je na začetku zdravstveni dom Kamnik imel enkrat na teden zdravnika na Lazah. Potem sta pa te dva koncesionarja prevzela in od takrat oni dva upravljata tudi. Do tesnejših pogovorov še ni za zdravstveni dom, tako da tudi ne vem, kako to bo treba še preveriti, ampak mislim, da nisem od tega, ker je povezano vse z velikimi finančnimi zavodami. Odzivi je pa tako, po terenu mi smo hodili pa spraševali ljudi, samo najlažje pa bilo, če bi tisti ljudi tukaj in direktno zdravnike vprašajo oziroma jim povejo. Dva splošna zdravnika, zobozdravnik ima pa samo tukaj ordinacijo, sam je prenova in ostaja. Tako da bo zdaj malo več tistega padanja zobozdravnika, upamo, da bomo vse njega lahko držali. In še mnenje zdravnikov koncesionarjev? Podpirava zaradi tega, ker razmere na Lazah že zadnja leta postajajo res nemogoče za upravljanje tovrstne dejavnosti, zaradi tega, ker prostori res niso ustrezni za zdravstvo. Potrebni so res velike prenove in zaščite. Pacijentov na Lazah je manj, kakor ko so začela in jih je tudi vedno manj. Najbrž tudi zaradi tega, ker to ni urejeno, s tem, da sva apelirala večkrat, da bi se stvar uredila kot najemnika, da bi nama prostore uredil bolj dostojnem redu. Z novim letom pa, kot veste, mora preiti na nov informacijski sistem, na online nazive, nimajo tehnične podpore interneta. Ničesar nismo imeli, podatke smo prinašali, zdaj pa to žal ne bo več mogoče in to v bistvu prisile, da bo to naredila, pa da se stvari urejale niso. Od kdaj sta imela tukaj ordinacijo in koliko pacijentov imate? Kolega od 93 leta, jaz od leta 94. Ampak že pred tem, je tukaj bil zdravnik? Ne? Prekinitev je bila nekaj let. 10 let ni bilo. Če nas zdaj obljublja, kaj pa vem, eno finančno pomoč ali pa obnovo v enem doglednem času, bi še ostala tukaj, ampak ne morata zaradi interneta. Ne bi šli v to, če bi bilo sigurno, če bi bilo potrebno.
to pa... Mislim pa, da je tudi zaradi premajhnega števila pacientov bolj smotrno, da se to dela v Kamniku. Kakšni so bili pa odzivi pacientov zdaj, ko so slišali, da odhajate? Jaz moram reči, da je pri meni zelo, zelo razumerajoče. Res, popolnoma vsi. In bodo pač prišli v Kamnik, v redu, vse se bomo navadili. Nič resnično ni bilo žal besed.